Ja, se strinjam. Res je lepo, ko vzpostaviš tako atmosfero, ne samo tukaj med nami, ampak tudi nekako v javnosti. Tudi začutili smo neko podporo navijačev, kar mislim, da je zelo pomembno, ko govorimo potem o nekem uspehu, ki se lahko naredi v prihodnosti. Tako da ja, lepi občutki. Cilj je bil resničen obstanek v ligi, ampak to je zdaj že za nami. Z mislimi smo že na teh najprej pripravljalnih tekmah, potem pa že kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Zdaj, verjetno bi bilo lepše biti na poti v Katar, ampak ta ladja je odplula, kot si pa rekel, so pa pred vami novi izzivi. Kako pričakujete te dve prijateljski tekmi, ki boste zagotovo dali še tista zadnja izhodišča pred marcem? Ja, vedno je dobrodošlo, da se zberemo tudi čez za en teden, kakor zdajle, dve tekmi, na katerih lahko veliko stvari in probamo, preizkusimo, izpilimo. Tako da že kot prvo smo veseli, da smo lahko skupaj s fanti. Ne vidimo se prav pogosto, smo v svojih klubih, tako da hočemo maksimalno izkoristiti tale čas in te dve pripravljalne tekmi. Zdaj začnemo z gostovanjem v Romuniji, ena taka tekma proti reprezentanci, ki je v manjši krizi, po drugi strani pa romunski nogomet vedno bil nekaj posebnega. Kaj pričakujete od te tekme, kakšni so cilji v Cluju? Ja, v bistvu bomo v teh tekmah bolj gledali sebe, svoje stvari, kje se lahko mi izboljšamo, glede na zadnje tekme, glede na zadnje akcije, kaj lahko še postorimo pred samim začetkom kvalifikacij. In ja, mislim, da bomo mi v tem prvem fokusu, kako bomo mi izgledali, tako da niti nas ne zanima toliko nasprotnik. Seveda bomo tudi njega analizirali, ker rezultat je vedno hočemo igrati na zmago. Tako da, ja, ampak mi smo pa v prvem fokusu. Kaj še Črna Gora v Stožicah, v enem takem popoldanskem, nedeljskem terminu, tudi tekma namenjena, da bi prišlo čim več otrok, čim več družin? Ja, zagotovo vedno je lepo, ko se zbere cel stadion, kakor je bilo tudi proti Norveški. Glede na to, da je prijateljska tekma, mogoče ne bo čisto poln, ampak jaz pričakujem, da bojo ljudje prišli nas podpreti, pogledati eno dobro nogometno predstavo našo in ja, vabljeni vsi, da se nam pridružite. Jure, tokrat reprezentančna akcija je sedaj zadnja v koledarskem letu, obenem tudi verjetno zadnja pred kvalifikacijami za Evropsko prvenstvo. S kakšnimi načrti cilji se podajaš? Sigurno, da te dve tekme izkoristimo za novo igravanje, da selektor tudi spet vidi, kako širok kader ima in da se vsak posameznik dokaže in pokaže, s čim in kako lahko pomaga reprezentanci. Romunija in Črna Gora v bistvu nista del svetovnega prvenstva, prav tako Slovenija ni, ampak gre vseeno za kakovostne nasprotnike, kar nazadnje potrjuje tudi lestvica FIFA. Kako močne bodo tekme? Pa sigurno mislim, da je kvaliteta dobra in je nekje v našem rangu. Sigurno bosta dve dobri tekmi, na katerih pa sigurno gremo na zmago in verjamem, da smo sposobni obe reprezentanci zmagati. Slovenijo na Romunijo, gostovanje v Romuniji, že nekaj spomnite, kad smo dosegli velik uspeh, kako se da vi spominjate? Ja, spomnim se, da sem gledal to tekmo in spomnim se gola, takrat je, mislim, da Mladen zadev. Tako da ja, sigurno dobri občutki, lep spomin. Če pogledamo še tekmo s Črno Goro, tekma bo v nedeljo ob 3. Verjetno bo malo več družin kot običajno otrok. Kako se boste poslovili navijačev za letošnje leto? Jaz upam, da z eno dobro predstavo in pa seveda zmago, da z nekimi dobrimi občutki potem stopimo marca v kvalifikacije.